Lepo vas pozdravljam v imenu Državnega sveta na današnji tiskovni konferenci. Želimo vam predstaviti poudarke iz delovanja Državnega sveta v petletnem četrtem mandatu, se pravi v obdobju 2007 do 2012, pa tudi odgovoriti na aktualna vprašanja, če boste to želeli. Z menoj so prisotni še moji kolegi, sekretar Državnega sveta, gospod Mavčec, potem gospod Borut Meh, ki predstavlja interesno skupino delodajalcev, potem kolega Ozimič, predstavnik interesne skupine lokalnih interesov, kolega Alojz Kovšca, ki predstavlja interesno skupino kmetov, obrtnikov in svobodnih poklicev, kolega Peršak, ki predstavlja negospodarske dejavnosti, torej univerze, vzgojo in izobraževanje, raziskovalne dejavnosti, kulturo in šport, zdravstvo in socialno varstvo. Kje pa je Semolič? Kolega Semolič. In na skrajni desni je všel mojemu pogledu kolega Semolič, magister Dušan Semolič, ki predstavlja interesno skupino delojemalcev. Oni bodo predstavili zelo na kratko svojega zornega kota interesnih področji, ki jih predstavljajo, delovanje posameznih delov Državnega sveta. Zelo na kratko o delovanju Državnega sveta kot celote pa samo naslednje. Državni svet ima tri osnovna področja delovanja. Prvo je področje, ki je predvideno z ustavo, in sicer vloga v zakonodajnem procesu. Drugo področje je sodelovanje s strokovno civilno družbo in nevladnimi organizacijami in tretje področje je mednarodna dejavnost. In zelo na kratko, v okviru zakonodajnih pooblastil Državnega sveta smo v teh 5 letih sprejeli preko 2000 mnenj, jih posredovali vladi in drugim organom, imeli okrog 500 sestankov delovnih teles Državnega sveta, oblikovali 13 zakonodajnih pobud. Na tem področju, se pravi oblikovanja predlogov zakonov, smo bili v tem mandatu celo bolj prizadevni, kot je bilo povprečje prejšnjih mandatov. In prvič v zgodovini se je tudi zgodilo, da sta 2 zakona bila celo sprejeta v Državnem zboru. Sprejeli smo 32 vetov, od česar so bili 4 uspešni. Zahtevali smo 1 parlamentarno preiskavo in zahtevali smo 5 odločitev Ustavnega sodišča. Toliko o tej vpletenosti v zakonodajni proces. Izredno bogato področje delovanja so stiki z strokovno civilno družbo in nevladnimi organizacijami. Nepristranski teoretiki ustavnih in političnih sistemov po svetu vidijo izjemno velik pomen v tem, da se izključno moč političnih strank poskuša postopoma v političnih sistemih uravnotežiti z vplivom strokovne civilne družbe in nevladnih organizacij, in Državnemu svetu je to v veliki meri že uspelo. Imeli smo preko 200 strokovnih posvetov s konkretnimi strokovno oblikovanimi zaključki. Oblikovali smo svet za inovativno družbo, ki je edini in dovolj zgodaj opozoril na dejanske vzroke krize, to že leta 2008, s tem, da je bil sprejet v končni obliki v začetku leta 2009. Odločne zahteve državljanov danes, ki smo jim priča, smo v prvi polovici letošnjega leta v Državnem svetu ugradili v resolucijo za izhod iz krize, ki vsebuje strokovno kritiko varčevalnih ukrepov, ki opredeljuje dejanske vzroke nastalega stanja in ki predlaga konkretne možnosti za razvojni preboj Slovenije. Žal, tako kot vse ostale naše pobude, taki predlogi niso deležni dovolj spoštovanja, strokovne pozornosti izvršne veje oblasti in dejanskih odločevalcev v političnem življenju Slovenije. Iz mednarodnega področja bi povedal to, da je pač ta mednarodna dejavnost Državnega sveta del tako imenovane medparlamentarne diplomacije. Skladno z skromnimi možnostmi Državnega sveta je tudi to skromno, ampak dokaj učinkovito.
delujemo nekoliko bolj intenzivno z Slovenci v zamejstvu in z državami z dvodomnimi parlamentarnimi sistemi. Poleg tega pa je Državni svet polnopravni član Združenja evropskih senatov. Lahko rečem, da smo pripomogli k okrepitvi političnih odnosov s Kitajsko, preko Združenja evropskih senatov okrepili slovenska stališča, na primer v odnosu do Hrvaške. Delali smo pa tudi na povečanju konkretnih možnosti, ki bi jih Slovenija lahko izkoristila, recimo v lanskem letu izgradnja avtocest na Poljskem, v letošnjem letu pa smo na željo Ministrstva za zunanje zadeve tudi obiskali Uzbekistan in s tem omogočili nadaljnje delovanje ključnih gospodarskih subjektov iz Slovenije na tem tržišču. Toliko na kratko iz moje strani, zdaj bi pa prosil, če bi mogoče najprej spregovoril v imenu delodajalcev, kolega Borut Meh. Mogoče najprej sam kratek podatek o interesni skupini. Sestavljajo jo 4 državni svetniki in pa zastopamo interese gospodarstva, se pravi gospodarske zbornice, kakor tudi združenja delodajalcev, ki delujejo na ravni Republike Slovenije. Jaz bi lahko zatrdil, da je interesna skupina delodajalcev vsem tem svojem 5-letnem mandatu delovala interesno, prav gotovo ne politično in tudi ne strankarsko. To potrjujejo tudi aktivnosti, ki jih je interesna skupina inicirala, ali kot interesna skupina, ali preko, če rečem, matičnega telesa, to je Komisije za gospodarstvo. Ena od pomembnih aktivnosti je bil posvet finančna kriza, pot v recesijo ali izziv za novo gospodarsko ureditev. Kljub ugledni udeležbi moram reči, da smo bili preslišani, je pa res, da zaključki te konference so bili tudi osnova za resolucijo, o kateri je govoril predsednik. Organizirali smo tudi 3 relativno dobro obiskane in odmevne posvete na temo energetike in pripravili na tej osnovi v okviru Državnega sveta tudi zbornik. Naslednja stvar, ki je, moram reči, bila odmevna, je bila zakonodajna pobuda. Vsi se boste še spomnili zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, ki je bil težko operativen. V interesni skupini smo se odločili, da ne gremo v veto, pač pa smo se raje odločili za zakonodajno pobudo, s katero smo tudi uspeli in ta zakon je bil tudi sprejet v Državnem zboru. Seveda smo se tudi vetom nismo mogli izogniti, vendar smo veto vedno imeli kot tisto skrajno obliko, skrajno sredstvo, ki ga imamo na razpolago. Predlagali smo 2 veta, prvi je bil na zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. Ta zakon je bil neoperativen, ni zagotavljal pravne varnosti akterjem in moram reči, da tudi pri ponovnem glasovanju v Državnem zboru zakon ni bil sprejet, torej se je umaknil iz procedure. Naslednji veto smo predložili na zakon o dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah. Moram reči, da je ta pobuda šla v pravo smer, se pravi, pobudnik je bil takratni poslanec Radovan Žerjav, vendar pa je dikcija zakona je bila takšna, da je bil praktično neizvedljiv. Veto je bil sprejet, zakon ponovno potrjen v Državnem zboru, vendar na koncu se je zgodilo to, da je Ustavno sodišče tudi na predlog Državnega sveta zadržalo izvajanje tega zakona kot neoperativnega in še danes ta novela zakona o gospodarskih družbah ne velja. Jaz moram reči, da delo v Državnem svetu za nikogar ni lahko, kajti to upravljamo ob svojem rednem delu, nekateri smo tudi tu izjemno obremenjeni. Vloga Državnega sveta pa je prav gotovo pozitivna in jaz mislim, da je tudi interesna skupina delodajalcev prispevala k temu. Ne nazadnje, tudi v okviru Državnega sveta je potekal socialni dialog z delojemalci, mislim, da smo konstruktivno sodelovali, nismo bili vedno enakega mnenja in jaz bi želel, da bi ta novi sestav interesne skupine delodajalcev dejansko deloval tudi interesno in ne strankarsko, predvsem pa, da bi se tudi v Državnem svetu krepil socialni dialog.
Hvala. Hvala lepa, kolega Meh, kolega magister Semolič. Naša skupina, ki predstavlja delavce, delavke oziroma delojemalce, kot se uradno reče, je seveda nastopala izrazito interesno. Nastopala je v vseh tistih primerih, ko smo zaznali, da je potrebno za predlogi, stališči, zahtevami ščititi interese delojemalcev. Moram seveda tukaj reči, da smo kot partnerji z delodajalci pogosto res ohranjali socialni dialog tudi v tistih trenutkih, ko je ta dialog bil blokiran v drugih inštitucijah političnega sistema. Bi pa vendarle rad izpostavil nek predlog, aktivnost, ki se mi zdi pomembna, da jo izrečem danes, ki kaže na dolgo in trnavo pot, ko se lotiš spreminjati pravni red, pravni sistem v prid delavk in delavcev. V mislih imam zakonodajno pobudo, ki je prišla s strani naše skupine in ki jo je Državni svet tudi sprejel. In problem je preprosto nastal ta in je žal še vedno, da lahko zaprosijo za pomoč iz preživninskega jamstvenega sklada samo, če dobijo status pač brezposelnega, če je sprožen stečajni postopek. Zaradi tega se tudi v praksi pogosto dogaja na prvi pogled, samo na prvi pogled nerazumno ravnanje, da delavci, delavke zahtevajo stečaj podjetja. Preprosto zaradi tega, ker je to pot, da dobijo tisti minimum, da lahko preživijo kakšen mesec ali dva. Mi smo to kot problem zaznali in smo prišli s pobudo in kot rečeno Državni svet je to pobudo sprejel, da bi v zakonodajnem postopku spremenili tiste člene tega zakona, s katerim bi omogočili delavcem, delavkam, da prejmejo nadomestilo avtomatično, ko 3 mesece delodajalec ne izplača pač plače, ne da gredo v stečaj, to je kalvarija in tako naprej, kar seveda v tem trenutku vsi to poznamo. Skratka, šlo bi za avtomatizem, da vstopi jamstveni sklad, ki bi to nadomestilo izplačal delavcem takoj. Jamstveni sklad oziroma država pa bi bila upnik in tožnik tudi ustreznega delodajalca, ki je zanemaril to elementarno pač dolžnost delodajalca, da poplača delavcem, delavkam tisto, kar jim gre. Skratka, gre za situacijo, za razmere, ko totalno odpoveduje pravna država in ideja tega predloga je bila, da naj pol država stopi in pomaga delavcem oziroma delavkam, ne pa da se sami pač tolčejo čez to kalvarijo. No, mi smo prišli v Državni zbor s tem predlogom, moram reči, da je bilo vloženo dosti strokovnega dela, kajti vendarle so neki kriteriji, ki jih moramo zadovoljiti in to smo zelo uspešno, kar se tiče stroke, naredili. Žal se pa zgodilo tisto, kar se pri naši politiki pogosto dogaja, da pri prejšnji vladi, namreč prišlo je do spremembe vlade, ko je bila sedanja pozicija opozicija, je nam pritrjevala, prejšnja pozicija, ki je zdaj opozicija, je nasprotovala v našem začetnem postopku, prišlo je do spremembe pač zaradi volitev in prejšnja opozicija, ki je zdaj pozicija, temu nasprotovala. Skratka, dogajalo se isto, kar se žal pri nam pogosto zgodi. Ni bil ta zakonska pobuda sprejeta, bila je pa dana, in to zdaj stvar aktualiziram, ni bila dana podpora sedanje vlade, češ, da je to potrebno sistemsko urediti. No, mi smo naredili naslednje korake naprej. V fazi pogajanj, ki se teče okoli spremembe zakona o delovnih razmerjih, smo vendarle pripričali in vsaj v tem trenutku moram reči, da predstavniki vlade podpirajo našo idejo, ki v bistvu v mnogočem odpravlja ta problem, da bi bila plačilna lista izvršilni naslov. Zakaj gre? Namreč sedaj, če dobi delavec plačilno listo, mora šele čisto po drugih poteh to že dokazovati, da mu je delodajalec dolžan in koliko mu je dolžan. Če bo ta ideja sprejeta in v tem trenutku, kot rečeno, ministrstvo za delo to idejo podpira, bo to avtomatizem izvršba.
Tako kot dobiš položnico za plačilo elektrike in tako naprej, ni potrebna, da dolžnik oziroma upnik ti dokazuje, da si dolžen znesek. Ne, avtomatično pride do izvršbe. Torej, če bo to sprejeto in na najboljši poti je, bo to zagotovo tisti končni rezultat, ki smo ga mi želeli doseči, torej zaščititi šibkega, zaščititi delavca oziroma delavko, komu je najtežje. In še ena pobuda iz tega procesa prihaja zdaj v spremembe zakona o delovnih razmerjih, nesporno večja odgovornost in kompetenc inšpekcij dela, ki bodo v teh primerih, o katerih govorim, imeli dejansko mnogo več pravic in da bodo posegali v obrambo pač delavskih pravic, ki so kršene kot elementarne pravice v teh primerih. Hvala, kolega magister Semolič. Besedo ima kolega Skopca. Interesno skupino kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev smo v tem mandatu 2007-2012 predstavljali vodja interesne skupine gospod Peter Vrisk ter člani Cvetko Zupančič, Mihael Jenčič in jaz, Alojz Skovšca. Kolega Vrisk in Zupančič sta bila predstavnika kmetov, kolega Mihael Jenčič pa predstavnik samostojnih poklicev in še jaz kot predstavnik obrtnikov. Kot vidite, po sestavi je bila naša skupina relativno majhna in seveda heterogena glede na interese in srenje, ki jih zastopamo, in temu primerna je bila tudi naša aktivnost. Pa če bi začeli v zvezi z aktivnostjo, mogoče samo nekaj, kar sem opazil v času, ko sem se pripravljal na tole podajanje poročila, in sicer v oči mi je padlo dejstvo, da je naša skupina pri obravnavah predlogov zakonov praviloma zakone, ki so se dotikali naših interesov in področji, po prvi obravnavi podprla, potem pa v nadaljevanju marsikdaj tudi predlagala veto oziroma se z vetom strinjala, kar kaže na neko specifično vlogo Državnega sveta, ki je bdel nad ne samo sprejemanjem, ampak tudi spreminjanjem zakonov od trenutka vložitve predlogov do trenutka, ko je bil zakon v končni obliki sprejet. To pomeni, da smo tukaj v imenu zainteresirane javnosti bedeli ne samo nad intenco zakona, pač pa tudi nad amandmajskimi spremembami, ki so dostikrat zakon dobesedno preobrnile iz osnovne intence v neko drugo. Tu se kaže ta pomembna vloga Državnega sveta, ki je pravzaprav bdel nad celim procesom sprejemanja zakonodaje. No, naša interesna skupina je, kot sem rekel, z delom v letu 2008, če smo majčkeno kronološki, je razpravljala tudi o predlogu zakona o prenosu nalog v pristojnosti pokrajin, pa sprejeli smo tudi sklep, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ostane organiziran tako, kot je bil organiziran, in da se kmetijska zemljišča in gozdovi, s katerimi je ta sklad upravljal, ne prenašajo na pokrajine. Naša osnovna namera in intenca je bila, da kmetijska zemljišča in gozdovi ostanejo pod neposrednim skrbstvom države in da se ne komercializirajo in da se s tem ne odpira novo bojišče oziroma novo politično torišče, ker je to vodi pač v deterioracijo kmetijskih zemljišč in gozdov pod vplivi kapitalskega interesa. No, v letu 2009 smo bili aktivni glede zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah. Zakon smo v prvem branju podprli, potem, ko je pa dobil neke drugačne oblike, kot so bile prvotno namenjene, smo predlagali sprejem odložilnega veta na ta zakon, ki ga je na 12. izredni seji 29.9.2009 Državni svet tudi podprl in ta veto sprejel. Naši argumenti oziroma naši ugovori v tem zakonu so bili črtanje poglavja o zadružni reviziji, ki je zadrugam pravzaprav vzelo možnost nadzora. Razen tega se je črtalo celotno poglavje, da je revizija obvezna za vse zadruge in je s tem se odprlo neko
spet neki prostor manipulacij, ki bi zadružno organiziranost lahko pripeljal nekam, kamor si pač zadružniki niso želeli. Če na kratko mogoče še samo govorimo o predlogu za odložilni veto na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Tudi ta zakon smo na začetku podpirali, potem smo pa predlagali nanj odložilni veto. Posebej smo opozarjali na nekatera dejstva, kot je nedodelan prenos nezazidanih stavbnih zemljišč sklada na občine. To je v bistvu proces, ki je irreverzibilen. Vemo, kaj se potem s temi gozdovi oziroma zemljišči dogaja, kako kapital rine tudi v to smer. No in veto je bil na 14. izredni seji 23.12.2009 sprejet. V letu 2010 smo, da nismo samo čemu nasprotovali, ampak da smo na kaj opozarjali, smo organizirali posvet o zadružništvu. To je bil posvet organiziran prav na predlog naše interesne skupine in cilj posveta je bil opozoriti na pomen zadružništva kot temelja slovenskega kmetijstva ter predstaviti stanje in možnosti za razvoj zadružništva v Sloveniji. Nismo izumljali tople vode, pač pa smo šli k našim sosedom v Italijo in smo poskušali prenesti pozitivne izkušnje z zadružništvom v pokrajini Trentino. Ta pokrajina za nas zanimiva zato, ker ima podobne geografske značilnosti, vendar nekoliko drugačno organizirano zadružništva. No, njihove izkušnje so bile v državnem svetu predstavljene in posebej smo jih poskušali implementirati kot možno pomoč pri premagovanju finančne in gospodarske krize. V letu 2011 smo bili zopet negativno nastrojeni, predlagali smo odložilni veto na zakon o davku na bilančno vsoto bank. Po navedbah vlade naj bi se s tem predlogom zakona vzpostavil mehanizem, ki bi sprostil še vedno prisoten kreditni krč in pripomogel k odločitvi bank za ustreznejše kreditiranje nefinančnega sektorja. Zakon bi tudi predstavljal ukrep za sanacijo posledic finančne in gospodarske krize. No, naša interesna skupina je menila, da davek na bilančno vsoto bank v nobenem primeru ne bo spodbudil kreditiranja nefinančnih družb, saj banke niso bile sposobne svojih likvidnostnih rezerv kar naenkrat preusmeriti iz vrednostnih papirjev v kredite nebančnemu sektorju. In če bi banke obseg kreditiranja kljub temu povečale zaradi prilagajanja na predmetni davek, bi to lahko vodilo do povečanja likvidnostnega tveganja, kar bi bilo v nasprotju z regulativo Banke Slovenije. Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki ga je Državni zbor sprejel 11.7.2012. V interesni skupini smo opozarjali na nestrinjanje z drastičnim znižanjem odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in posledicami, ki sem jih že prej navajal. S tem se je izgubljalo edino veljavno orodje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč pred neracionalno gradnjo. In s tem je bilo tudi ogroženo zagotavljanje kmetijskih zemljišč za namen prehranske varnosti. Torej, Državni svet je ta veto podprl na 38. izredni seji 18.7. in Državni zbor je v ponovnem odločanju na 17. seji 20.7. pa ta zakon ponovno sprejel. Torej, če na kratko povzamem, je naša interesna skupina vse skozi spremljala problematiko, ki se dotika kmetijstva, gozdarstva, prehrane. V manjši meri smo bili v skupini aktivni po vprašanju interesov obrtnikov in samostojnih poklicev, ker smo pa te zadovoljevali skozi komisije Državnega sveta. Skupni imenovalec vsega dogajanja, ki bi ga želel še enkrat izpostaviti, je ugotovitev, da se včasih zakoni, ki so predlagani z neko intenco in javno obravnavani z neko intenco, sprevržejo v nekaj drugega skozi sam zakonodajni postopek in Državni svet tukaj nima nobene druge možnosti, kot da zakon ustavlja z odložilnim vetom, kar je popolnoma neprimerno, nesprejemljivo, neracionalno, ker potem vidimo, da Državni zbor
ta veto v bistvu preglasi z ponovnim sprejemom zakona v takšni obliki, na kakršno je bil izglasovan veto. Tu se pridružujem svojim kolegom, ki so upozorili na eno zelo kakovostno in racionalno rešitev, ki pa je 4. branje zakona, v katerem bi pa po poslovniku pa le morali slišati glas stroke in javnosti in potem državni svet ne bi posegal po temu orodju, ki se imenuje veto, pač pa po amandmaju oziroma po orodju amandmiranja zakona in tega bi pač strokovno in javno lahko v tej hiši zelo dobro utemeljili. To bi bil tudi pritisk na zakonodajalca, da upošteva mnenje javnosti in mnenje stroke in s tem se bi izognili tudi marsikateremu konfliktu, ki se je potem po sprejemu zakonov pojavljal v realnem življenju. Hvala lepa. Hvala kolega Kovšca, zdaj pa bi prosil kolego Antona Kršača, negospodarske dejavnosti. Jaz sem vodil interesno skupino, ki nekako povezuje 5-6 po mojem prepričanju zelo pomembnih družbenih podsistemov in skupin civilne družbe. Se pravi, celotno področje socialnega varstva, vključno z invalidi, celotno področje izobraževanja in vzgoje do visokega šolstva, univerzo, znanost in raziskovanje, kulturo in zdravstvo. Zato je tudi razumljivo, da je najbrž ta interesna skupina bila mogoče v največji meri vpeta v tisti del dejavnosti državnega sveta, ki je usmerjen v to, da omogoča javno artikuliranje mnenj, stališč, zahtev civilne družbe. Verjetno je bilo največ teh posvetov organiziranih, ki so se odvijali v državnem svetu, ravno z področja teh podsistemov, z področja športa, z področja socialnega varstva, od vprašanj narkomanije do nasilja nad starejšimi, z področja kulture, znanosti in tako naprej. Na ta način smo mi pravzaprav prispevali k temu, da je prihajalo tudi do nekega stika, čeprav mogoče že malo pozno, takrat, ko so bili zakoni že vloženi v postopek v državnem zboru, med temi skupinami civilne družbe in predlagatelji zakonov, se pravi največkrat vlado. To je neko področje ali pa nek postopek, ki, kot se v javnosti pogosto ugotavlja, pravzaprav vedno bolj manjka. Mi imamo ekonomsko-socialni svet, se pravi tam, kjer se pač o določenem delu zakonodaje pogajajo delojemalci, delodajalci in vlada, medtem ko z ostalimi sferami civilne družbe je pa tega stika v postopkih pripravljanja zakonov vedno manj, tudi zaradi tega, ker se pogosto dobi vtis, da predlagatelji osnutke zakonov pošiljajo pravzaprav za zelo kratek čas. Jaz sicer lahko povem izkušnjo neposredno iz neke druge sfere, ker sem pač tudi župan, ko dobimo, velikokrat se zgodi, da dobimo v četrtek popoldne ali pa celo v petek osnutek zakona, da ne do ponedeljka damo mnenje o tistem osnutku zakona vladi, dokler je še v vladni proceduri in ko bi še edino smiselno bilo, da bi pač nek dialog poglobljen se odvijal. Mi smo na ta način preko komisij, ki smo jih člani te interesne skupine so jih vodili, to sta predvsem dve komisiji, se pravi Komisija za kulturo, znanost, šolstvo, šport in pa Komisija za socialno varstvo in zdravstvo in vprašanje invalidov, omogočili pravzaprav določenim skupinam civilne družbe, s tem, ki smo jih vabili na te sestanke teh komisij, omogočili, da so se soočili z vlado. Recimo, če povem, pravzaprav smo omogočili nek
odprt dialog med Olimpijskim komitejem in med vlado v primeru zakona o spremembah zakona o Loteriji Slovenije, potem prav v zadnjem tednu, da tako rečem, v primeru predloga zakona o elektronskih komunikacijah, kjer so se pravzaprav na našem sestanku neposredno srečali predstavniki sekcije Gospodarske zbornice za to področje in pa predlagatelji zakona, ki so sicer že prej, tukaj je treba povedati, sodelovali, vendar po mnenju predstavnikov branže premalo. No in to se mi zdi mogoče najbolj pomembno izpostaviti. Ja, hospic in vrsta drugih vprašanja zlasti socialnega varstva, tudi kulture in tako naprej. No, mogoče bi sam navedel posebej, da smo predlagali, to je mogoče bilo najbolj atraktivno za javnost, predlagali odložilni veto na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi pred približno malo manj kot letom dni, kot veste. In pripričan sem, da se še vedno kaže, da je ta združitev tako pomembnih ministrstev, kot so bila Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, ministrstvo, ki je urejalo vprašanje znanosti in tehnologije, da ni bila dobra. Potem smo predlagali že veto na omenjeni zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Na našo pobudo, tudi našo, ne samo našo, ampak tudi našo se je našla pred časom kolikor toliko zadovoljiva rešitev v zvezi z prispevki za socialno in zdravstveno varstvo za samozaposlene na področju kulture. Veliko smo se vključevali v razprave v zakonodajo o medijih, se pravi v RTV, zlasti in pa tudi v medijih nasploh opozarjali na spremembe, ki se kažejo, zlasti na tiste spremembe, ki se kažejo kot slabe, to je na imenovanje svetov v medijih, govorimo o svetu RTV in tudi, pa tudi v drugih javnih zavodih. Potem na nek način smo svojo pobudo sprožili tudi razpravo v zvezi z predlaganimi ustavnimi spremembami, ki so zadevale med drugim tudi vprašanje ukinitve državnega sveta. No in inicirali smo tudi dosti kaj široko razpravo, v katero se je vključila civilna družba v zvezi z v zadnjem času zakonom o izvrševanju proračuna, za katerega vsi veste, da vzbuja vse splošen upravičen preplah, zlasti na teh področjih, v katere smo predstavljali v tej interesni skupini, se pravi na področju univerze, znanosti, raziskovanja, kulture, otroškega varstva, potem zdravstva in tako naprej. Rad bi na zaključku, da ne bom predolg poudaril, da je z vidika teh sfer državni svet kot prostor, v katerem naj bi se ne samo sprejemalo neka kompetentna stališča o zakonodaji, ki je že v postopku v državnem zboru, ampak predvsem kot prostor nekega možnega srečevanja in nastajanja pobud za zakonodajne postopke izjemnega pomena, zlasti zaradi tega, ker se pač vedno znova pokaže, da je ta kultura dialoga pri nas, sicer načelno jo vsi podpiramo, ampak v praksi na relativno nizki ravni, in to pa je neka oblika, ki omogoča nek institucionaliziran način tega dialoga in verjetno je to celo, vsaj po mojem mnenju, najbolj pomembna možnost, ki jo državni svet omogoča. Največja interesna skupina v državnem svetu so lokalni interesi, ki predstavljajo 22 svetnikov, področja iz cele Slovenije.
vodja te interesne skupine je kolega Zimič, ki ima besedo. Hvala lepa. Dovolite, da tudi jaz kratko povzamem naše delovanje v tem mandatu, ki se zdaj izteka. Ne bi zahajal v posebne podrobnosti, ker jih na interesni skupini, kjer je sorazmerno velika, tudi nismo posebej podrobno obravnavali. V okviru interesne skupine se je pač zreduciralo na priprave na seje državnega sveta, na nekako informiranje članov interesne skupine z delovanjem njenih članih po ostalih komisijah državnega sveta, v katerem smo seveda imeli povsod zastopstvo. Kajti lokalne interese in torej delovanja občin se tika pravzaprav vsa vprašanja in zakonodaja, ki se v tej državi odvija, mogoče malo manj zunanje zadeve, vse, kar je pa navznoter orientirano, pa seveda je tudi v interesu občin. Poleg tega ta naš glavni interes je pokrivala tudi Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je nekako predstavljala tudi operativno izvedbo stališč interesne skupine lokalnih interesov. Pa kljub vsemu, če izpostavimo veliko angažiranje ali pa pravzaprav največje angažiranje interesne skupine je bilo na področju sprejemanja zakonodaje z področja pokrajinske samouprave oziroma tovrstne zakonodaje. Žal ta zakonodaja ni bila sprejeta, kar ocenjujemo, da je velik hendikep in neka razvojna zavora države Slovenije kot celote. Delo komisije je bilo, oziroma interesne skupine je bilo seveda in njenih članov je bilo zelo prizadevno, zelo kompetentno so pravzaprav predstavljali interese svojih okolij in velik del so pripomogli k temu, da je za lokalne skupnosti zakonodaja, ki je bila sprejeta, pač prijaznejša, bolj logična in seveda tudi, če hočete, operativna in če hočete tudi manj birokratska. To je velik problem našega delovanja in sprejete zakonodaje v celoti, da je za uporabnike doskrat nelogična, neoperativna in neizvedljiva, pa zaradi naše nekako prenormiranosti zakonodaje, torej ko hočemo vse določiti, naše obnašanje terja na drugi strani potem tudi en dokaj velik in nepotreben birokratski aparat, da jo lahko kvalitetno izvršuje. V tem segmentu občine, ker imamo pač različne, od velikih do majhnih, z velikimi in majhnimi upravami, to pač pomeni, povzroča tudi velike probleme pri kvalitetnem izvajanju tega servisa za občane. Zdaj, mogoče še eno zapažanje ali pa vidik, ker interesna skupina in člani so nekako pač voljeni najbolj po političnem principu in vplivu in mnogokrat je pač bilo tudi očitek, da so člani lokalnih interesov preveč podvrženi
vplivu političnih strank in pač politike in da delujejo z tega vidika. Jaz moram takšne trditve na nek način nasprotovati oziroma oponirati. Pri delu članov interesne skupine tega pač ni bilo v pretežni meri opaziti. Ne izključujem, da je kdaj tudi to bil moment, ampak vpliv političnih strank glede konkretnih vprašanj in rešitev, ki so se obravnavale v okviru naše interesne skupine, je bil marginalen in to delovanje je bilo predvsem interesno in ne politično. In problemi so konkretni in člani so bili kompetentni, vsi po vrsti, da so to konkretnost lahko z dobrimi sugestijami in predlogi lahko prenašali in poskušali vgrajevati kot dobre predloge v procesu sprejemanja zakonodaje. Če mogoče na koncu ocenim še samo učinek, direktno seveda tega angažiranja ni možno meriti, ker je težko reči, zaradi nas je bila takšna in takšna rešitev sprejeta. Ko pa pogledamo sprejeto zakonodajo v primerjavi z predlogom, ki je prišel kot zakonodajni predlog, pa lahko ugotovim, ali pa vsi skupaj ugotavljamo, da je kar nekaj dobrih stvari bilo upoštevanih in da so tudi vgrajeni v zakonodajo. Če je seveda to angažiranje odraženo na takšen način, torej v sprejeti zakonodaji, potem tako interesna skupina kot celoten državni svet pač upravlja svoje poslanstvo in upravičuje svoj obstoj. Veliko seveda je ostalo zaradi omejenega časa, še neizrečenega, ampak na tej točki želim tudi odpreti možnosti za morebitna vprašanja prisotnih novinarjev. Izvolite. Mene zanima, kakšno mislite, da je ugled Državnega sveta v javnosti, glede na to, da so njegovi člani in glede na proteste, ki se dogajajo prav zaradi tega, ker je bil na novo član, se pravi gospod Kangler. Kakšno mislite, da ima Državni svet še ugled med državljani? Ja, problem ugleda je prisoten pri vseh političnih institucijah, nedvomno. Drugi problem pa je, če se bo to nezadovoljstvo med ljudmi s pomočjo zelo prikrojenega poročanja medijev usmerilo na področja, kjer nimamo dejanskih problemov ali kjer so problemi manjši in zato problemi, torej področja dejanskih problemov ostajajo premalo izpostavljena. Nedvomno je, da je izvolitev državnih svetnikov pomemben akt, mogoče je šele zdaj bilo možno ob teh zapletih v zvezi z izvolitvijo gospoda Kanglerja, je bilo možno zaznati, da ne glede na to, kako se pogosto govori o tem, da državni svet je nepomemben, da ga ni, da ga nihče ne pozna, ampak če smo natančni, je pravzaprav državljane, meščane Maribora posebej razjezilo izvolitev tega kandidata v državni svet. Razjezila jih je iskreno in avtentično. In to po drugi strani tudi pomeni, da ljudem ni vseeno, kdo so državni svetniki. In to je dobro. To je dobro in upam, da bo to sporočilo imelo kakšno pozitivno posledico tudi na nadaljnje delovanje političnih strank, ki so imele v tokratnem volilnem postopku državni svet močnejšo vlogo, kot smo je bili navajeni do sedaj, kar je po svoje logična posledica tega, da je zakon o nezdružljivosti funkcij poslanca in župana odpravil to možnost in povečal avtomatično interes za vstop županov v državni svet, kar je dobro. Župani prinaša mnogo koristnih znanj in stik z realnostjo, slabo pa bi bilo,
če bi se v državnem svetu zgodilo tisto, kar je bil problem v državnem zboru, to pomeni, da ob vsem spoštovanju pozitivne vloge županov vendarle prihaja preveč na dan to razsekavanje Slovenije na parcialne odnose in na neuspešne poskuse potem doseganja rešitev od zgoraj navzdol. Tako da mislim, da smo vsi skupaj, ki smo vpleteni v politiko na takšen ali drugačen način dobili odločno opozorilo in jaz upam, da bo to opozorilo državljanov naletelo na konstruktivno reakcijo strani političnih strank. Žal pa zaenkrat kaže, da gredo akcije najvplivnejših politikov v drugi smeri. Zelo resno razumemo ugotovitve Računskega sodišča, tudi nimamo še dokončnega mnenja, bomo pa imeli in prepričani smo po tem, ko smo danes naredili drugi krog, bi rekel, pregleda ali pa poročila o pregledu posameznih pozicij, da prav na vse probleme Računskega sodišča lahko damo kakovosten odgovor in bo to v zakonitem roku tudi narejeno. Tisto, kar nas nekoliko preseneča, je, da stališča Računskega sodišča odstopajo od stališča Računskega sodišča leta 2002 v zvezi s seninami, kot me sprašujete. Ker senine predstavlja določen problem. Moramo sicer se zavedati, da je delo državnih svetnikov najprej urejeno v ustavi. Državni svet je ustavna kategorija in si ga pač vsak dnevni politik ne more po svoje razlagati, ali je ali ni ali kakorkoli. Tudi naš sestav državnega sveta si ga ni izmislil, mi poskušamo pošteno in verodostojno upravljati svoje delo skladno z ustavo in zakoni. Plačilo državnih svetnikov je pa tudi urejeno v zakonu o državnem svetu. Res pa je, da tista ureditev, ki pravi, da ne bo plačilo vezano na izgubljenega dohodka, predstavlja velik operativni problem za izračun. Je neoperativno določilo. To ves čas ve državni zbor, vlada, tudi Računsko sodišče in v preteklih letih, desetletjih sedaj že, je bila opravljena vrsta poskusov, da se to vprašanje dostojno in strokovno uredi. Morda se boste spomnili, da je do leta 2002 bilo plačilo državnih svetnikov urejeno z 1/3 plače, kot so imeli poslanci državnega zbora in pripadajočimi ostalimi elementi, in da je bila kasneje uvedena kategorija sejnine. Državni svet je izpolnil zahtevo Računskega sodišča leta 2002, ki je zahtevalo, da državni svet sproži postopek zakonskega, natančnega in enoznačnega urejanja tega vprašanja sejnin. Državni svet je to storil. In do tega trenutka, do tega poročila smo lahko pravičeno smatrali, da je pri tem vprašanju državni svet v vseh mandatih do sedaj deloval korektno, saj je opravil tisto, kar je v skladu s svojimi pristojnostmi lahko opravil. V času, ko je bila ministrica za javno upravo gospa Irma Pavlinič Krebs, je bil dan zakon o funkcionarjih v zakonodajni postopek. Ta zakon bi razumno uredil tudi vprašanje plačila državnih svetnikov in sicer analogno z sejninami svetnikov v občinskih in mestnih svetih, vendar ta zakon ni ugledal luči sveta in je obtičal v zakonodajni proceduri in je bil pred koncem mandata, pač ni bil sprejet. Tako da niso sporne same številke, sporna je metodologija in mislim, da bo državni svet se zdaj moral pač v nadaljevanju znajti v okviru obstoječe zakonske ureditve in to metodološko vprašanje poskušati urediti. To je vse. Kar se tiče pa teh velikih številk, ki ste jih tudi vi v vašem časopisu danes objavili, seveda zgleda to optično velik problem. In nič ni narobe, če se te stvari pišejo. Problem je samo, da se potem glavni problemi Slovenije v bistvu prikazujejo kot, da je zdaj pa finančni problem Slovenije neko razuzdano izplačevanje
enih sejnin v državnem svetu, kar je popolnoma sprevrženo prikazovanje. Ne. Poglejte, če gledamo zadevo tudi od zgoraj navzdol, ne, državni svet je skromna in dobro delujoča institucija, stroški celotnega državnega sveta, preračunani na enega državnega svetnika, znašajo okrog 50 000 evrov, kar je približno 19% vseh stroškov državnega zbora, preračunanih na enega poslanca, s čimer ne želim trditi, da državni zbor predakam, čeprav je 5-krat dražji, več kot 5-krat dražji kot državni svet, ampak da je ta rešitev državnega sveta, ki temelji na nepoklicnih politikih, tudi v mednarodnih primerjavah zelo ekonomična in mislim, da bo odzivno poročilo strokovnih služb državnega sveta, ki odgovorno upravljajo svoje delo, zadovoljivo odgovorilo na vprašanje v zvezi z sejninami, pa tudi na vsa druga vprašanja iz tega poročila. Tako da mogoče bi bilo koristno, da tisti prvi vtis o tem, kaj pomeni to poročilo državnega, torej računskega sodišča z vidika odgovorne osebe, se pravi sekretarja državnega sveta, lahko najbolje kar zdaj pojasni sekretar Mavšec. Izvoli. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Seveda treba v začetku takoj povedati, da od 13 točk, ki se učitajo v tem poročilu, je 12 že odpravljenih. Treba tudi povedati, da od teh 12 je bilo že velika večina odpravljena prej, ko je prišlo računsko sodišče. Ostalo je to, kar je govoril predsednik, glede izplačil, kar je pa seveda v danem trenutku nemogoče izvesti, kajti mi smo vseeno kot strokovna služba probali slediti dikciji zakona in pa duhu časa, kot se temu reče, in probali narediti izračun za obstoječe svetnike na nivoju izračuna izgubljenega dohodka, kar je seveda zelo naokroglo, kaj sploh dohodek pomeni za določeno osebo. In če smo šli čist egzaktno matematično po izračunu, potem vidimo, da en državni svetnik, ki je kmet in ima 3600 evrov katastarskega dohodka, ker je neka srednja številka za slovensko povprečje, bi dobil za izgubljen dan za sejo 10 evrov. Nekdo, ki je pa tudi sedel v državnem svetu, je pa imel prihodke 750 1000 evrov, pa to znese na dan 2000 evrov. Se pravi, kdo lahko reče, da je to neka zdrava ali pa vsaj poštena ali pa solidna primerjava, da potem en svetnik, ki upravlja isto delo ali pa v nekih primerih, če je vodja komisije ali pa to še več, kot pa nekdo drugi, dobi 10 evrov, drugi pa 2000 evrov na dan. Seveda smo tudi vprašali računsko sodišče, kako naj probamo to rešiti in seveda so rekli, da oni pač niso posvetovalno telo, da tega ne ve, da to pač ne sami znajdemo. In treba tu povedati, da tu brez neke sožitja, reševanja z normalnim pristopom, predvsem tam, ker je to potrebno v državnem zboru, da se aktivira ta zakon, ki je pripravljen, ki je bil usklajen z prejšnjo vlado in potem zaradi padca ni prišlo v proceduro. Tu vidim tisto ključno točko, da se to naredi in seveda v nekih številkah, ki so primerljive in tudi grejo skozi, podobno kot imajo to urejene občine, občinski sveti, napram župane, tu pa napram predsednikov zadeve stojijo. Jaz bi vseeno moral povedati še za ostalih 12 točk, ki so problematične, čisto na kratko. Očitno, kajti včeraj v medijih je to pač izgledalo zelo rušilno, zelo potratno, zelo ne vem, kako bi naj človek rekel, da te kar samega zamika, da bi šel na ulico, če res to pa ti ljudje počnejo. Kar se tiče neizplačila sorazmerja. To enostavno ni bilo možno, ker je pač državni svet v sistemu javne uprave in vsi vemo, da nišče tega ni izplačal, tudi računsko sodišče ni izplačal, ker ni bilo možno. Kar se tiče šoferja, treba vedeti, in to tudi dokaz, da je šofer delal
več, se pravi tudi predsednik dela več, kot je normalno. In seveda, da zaposlimo še enega šoferja, verjetno ne bi bilo smiselno, gospodarno, niti logično. Smo to pač z dogovorom z šoferjem tudi nekako zadeve peljali naprej. Tam, kar se tiče zaposlitve, pa te zadeve imate v obrazložitvi tudi napisane, samo čista tehnika zaradi vpisa, vnosa v sistem možnega izplačila, ni bilo nobenih izigravanj in pa kaj podobnega. Seveda je pa tudi tam, ker so pa bile kao neke kršitve, da javna uslužbenka pač ni navedla dobro kilometrino, smo upravili že prej, kot je prišlo, in tudi uporaba kartice je bila že prej vrnjen denar, kot je Računsko sodišče prišlo. Potem imamo na 2 mestih očitano javno naročanje. Javno naročanje letalskih kart. Mi imamo dopis Ministrstva za javno upravo, ker nam potrjujejo in pa nalagajo, da lahko zbiramo za vsake let 3 ponudbe, in to smo tudi počeli. In kaj se je ugotovilo? Ugotovilo se je to, da smo naše karte, ko so državni svetniki hodili na skupna srečanja Kozak in podobne mednarodne zadeve z poslanci, bile za 20-30% cenejše. Potem tudi navajajo, da smo sicer ravnali zelo gospodarno, ampak protizakonito. Mi smo potem sledili temu navodilo in smo to tudi uredili, sedaj naročamo z potem javnem naročilu skupnem, ampak seveda ugotavljamo, ker v letu cene niso spremenile drugje, tu pa vidimo, da so za 20-30% dražje karte. Se pravi, zelo smo pridni, spoštujemo zakon, ampak davkoplačevalcem jemljemo več denara. Potem nam je bilo očitano enkrat za prevajanje določenega gradiva, ki je bilo kot osnovno gradivo za nastop v Rimu, in vlada nam je pač rekla, da je prekratki rok, ker mi nismo dobili pravočasno obvestilo in smo potem poiskali primerno osebo, ki je že nekoč delala v tem segmentu in to tudi kvalitetno upravila. In kaj se je zgodilo? Z 1/3 smo plačali manj, kot je plačala vlada, ampak nam Računsko sodišče vseeno napiše, seveda bolj drobni tisk, gospodarno, ampak ni bilo po pravilih. To smo tudi spremenili, tako da te zadeve smo porihtali. Kar se tiče oblek in pa stroškov, ki so nastale zaradi teh oblek. To treba vedeti, da so te obleke bile za šoferja, za tajnice in za protokol. To so ljudje, ki imajo 600 do 650, 670 evrov plače in morajo biti v vsakem trenutku pripravljeni sprejeti veleposlanike, predsednike drugih domov, konec koncev biti zraven pri sprejemu angleške kraljice, in je tu bila ocena in praksa, to ni bila naša izmišljotina, da vseeno 2 leti na 24 mesecev dobijo eno obleko z grbom, z logotipom državnega sveta, ampak to smo že preventivno zaradi varčevalnih stroškov tudi ukinuli prej, kot je to Računsko sodišče temu naložilo. Dali smo tudi v pisni obliki, da lažje postavite še kako vprašanje, če bo potrebno. Kot rečeno, to ključna zadeva, največja zadeva, tu smo se največ trudili. Dejansko 4-krat je bil vložen zakon za urejanje sejnin. Zadeva ni prišla na luč sveta, kot je povedal predsednik. Upam, da bo dobra volja, da bo to spremenjeno, da bo naslednji mandat državni svetniki lahko korektno, zakonito in pa seveda častno upravljali to funkcijo. Ali je mogoče pristati na to, če nekomu zakon ni všeč, da ga gladko krši, ravna drugače, kot je določen zakon, in pravi, da to sme delati, ker je predlagal spremembo zakona, ki pa ni sprejeta. Se to lahko potem vsak človek naredi. Vsak davkoplačevalec ne bo plačal davka, ker mu ni všeč. Ne, tu moramo se razumeti. Predsednik je že povedal, jaz bom sam ponovil. 2002. leta je bilo odzivno poročilo Računskega sodišča, ker je bilo zahtevano, da se sproži postopek. Državni svet je postopek sprožil, ubogal v Računsko sodišče. Zdaj je prišla nova odločba, zdaj bomo temu sledili. Ja, tako je. Ne. Tudi s vami se strinjam, ne, gospod Jančič, ne more biti. Če ti zakon ni všeč ali pa če ga smatra za nepraktičnega, da ga ne spoštuješ. Gre za nekaj povsem drugega. Ne. Spoštuje se to določilo zakona in se išče tehnične, metodološke načine za njegovo razumno uresničitev. Morda se bo dalo tudi v okviru te zakonske dikcije z dodatnim naporom strokovnih služb najti rešitev,
ki pa seveda razumno bo seveda morala nekje priti v podobne številke, kot so nekaj mandatov že pravzaprav bile na tem področju uporabljene, ker same številke so pač v tem mandatu niso bile nobene kategorije predmet kakšnih sprememb, vsekakor pa ne navzgor. Tako da Državni svet od svojega obstoja deluje v okviru nekih postavljenih, dost razumnih, skromnih standardov in vse težave, ki Državni svet ima, večinoma izvirajo iz nedostojnega odnosa do Državnega sveta, kjer ne znajo slovenski politiki ločiti ene preproste zadeve. Zadeve, da je legitimen razmislek o tem, ali potrebujemo dvodomni sistem ali ne, to je vsekakor v redu. Ampak tak razmislek je treba upraviti dostojno, v času revizijskega postopka, z spoštovanjem in priti do nekega rezultata. Morda je možna tudi druga rešitev za Slovenijo. Če najdemo drugo rešitev, ki bo omogočila neko strankarsko, nepodrejeno telo, ki bo razmišljalo dovolj dolgoročno, da bo lahko pomagalo pri boljšem delovanju države Slovenije, ja, morda je kakšna druga rešitev boljša. Ta trenutek imamo tako ustavo, kot jo imamo. In jo je treba spoštovati. In je nedostojno in nedržavotvorno. Tudi strani predsednika Janše in zdaj njegovega predloga za drugo republiko, da gre odpirati ustavne kategorije na tak način en mesec potem, ko je pač ena pobuda za ukinitev Državnega sveta padla. To je nedržavotvorno. Mi moramo spoštovati ustavo in zakone. In če bo po za to predvidenem postopku kdaj prišlo do spremembe, ja pač bo prišlo do spremembe. Ampak na tak način, veste, čisto preprosto po človeško rečeno, z zaničljivostjo in z negativizmom se problema ne da rešiti, nobenega. Recimo, jaz sem samostojni podjetnik. Kako naj bi meni recimo vsak mesec izračunali izpad dohodka? A naj bi vsak mesec napravil bruto bilanco? In kaj se zgodi, če imam tekočo izgubo? A potem moram plačati, da lahko pridem v Državni svet? To je čisto tehnično vprašanje, ki mene sploh ne navdaja z smehom, ampak me navdaja s skrbjo. In druga stvar, tukaj sedimo kolegi, ki se imamo za medsebojno enake, čeprav to ne socialno, ne po izobrazbi, ne po družbenem statusu nismo. Se vam zdi sprejemljivo, da se razslojujemo glede na to, od kje nekdo prihaja in da temu primerne dohodke dobivamo? To je moralno vprašanje zame. Ne jaz kot mali obrtnik samozaposlen in ki imam lahko še izgubo, tukaj še plačam, moj kolega, ki je teoretično lahko predsednik uprave Revoza ali Gorenja, bo pa dobil moj letni dohodek tu za nadomestilo izpada. To je moralno vprašanje zame. In na to vprašanje zakon ne odgovarja. In jaz ne trdim, da je treba zakon kršiti, to ne, ampak menim pa, da je treba le najti neke tehnične rešitve, ki se jih da speljati v življenje, lahko se pa odločimo, da po zakonu Sava proti Gorenjski teče, ampak še nisem videl tistega, ki bi to speljal. In postavljam vam teoretično vprašanje. Teoretično sem lahko delodajalec zaposlenemu brez stalnega prebivališča. Kako ne mu izplačam potne stroške, da ne bom v neskladju z zakonom? In on jih lahko zahteva, ker je zaposlen. Ima tudi po pogodbi o zaposlitvi in ima tudi po kolektivni pogodbi pravico do teh dohodkov. Veste, obstajajo meni primeri, ki se jih enostavno ne da moralizirati in tehnično ne reševati, pa od nekoga zahtevati, da tehnično nerešljiv problem rešuje, vse nobena rešitev ni prava. Je pa primerna potem za kritiko, pa vsaka. Hvala. Ja, skratka, gre tudi za problem negativne prepričljivosti odločevalcev v Državnem zboru in v vladi, ki od ustanovitve Državnega sveta pravzaprav poskušajo ga ubijati na obroke, s sušenjem in z oviranjem pri njegovem delu. In to ni koristno, ni državotvorno, če pustimo vse, bi rekel, moralne elemente pri strani, ampak tako se ne dela. Državni svet imamo, ali ga pa nimamo. In če ga imamo, ga je treba spoštovati in omogočati pogoje za delo. Če se bo pa po predvidenem ustavno-revizijskem postopku ugotovilo, da ga ne bomo imeli, ga pa ne bomo imeli. Čisto preprosto. Pri nas pa nekje v bistvu ustvarjamo zmedo nekje v sredini. In to ni dobro za nikogar.